Pozdravljeni. Kot specialistka urgentne medicine bi se zahvalila danes predvsem na ta dan, 27. maja, našim zaposlenim v urgentnih centrih po vsem svetu, predvsem administrativnemu kadru, bolničarjem, vsej zdravstveno-negovalnem osebju, našim tehnikom in srednjim ter diplomiranim medicinskim sestram in pa predvsem vsem zdravnikom, specialistom urgentne medicine in specializantom za vso požrtvovalno delo, ki ga opravljajo v urgentnem centru, ter da so si kljub vsej nepredvidljivosti tega poklica, težavnosti in obremenitvam izbrali to poklicno pot za svojo, kar je po mojem mnenju ena izmed najlepših vej medicine, ki jo imamo. Od naših odločevalcev bi si želela, da enkrat za vselej stopijo skupaj in spremenijo tisto, kar jim nalagamo že leta, da se uredijo vse razmere v zdravstvu, predvsem v urgentni medicini, da ta postane priznana za svoje zahtevno delo in pa, da se ozavesti slogan današnjega dneva, ki je vaša varnost, naša prioriteta. Glede na prejšnje dogodke v zadnjem mesecu smo imeli na tem področju kar nekaj težav, zaradi tega, ker je zaradi preobremenjenosti na deloviščih urgence postalo delo nevarno, tako za paciente kot za zaposlene. V luči tega bi rada poudarila, da je čas za spremembe in upam, da je leto 2023 tisto, ki bo nekaj prineslo. Vsem pacientom pa bi rada zagotovila, da njihovo zdravstvo in zdravje je na naši prvi prioritetni listi, ter da lahko z strpnostjo in potrpežljivostjo v urgentnih centrih rešimo marsikaj. Želela bi si poudariti, da je njihova varnost in naša varnost ta prioriteta, kateri strmimo, in se zahvaljujem vsem, ki razumejo naše delovišče in pa to zahtevnost. Hvala. Si malo to dvignemo? Tak. Samo malo preden začnete, samo da nekaj pogledam. Še en prisrčen pozdrav z moje strani. Ja, kakor je kolegica rekla, neverjeten privilegij je, da lahko življenja puščamo v našem urgentnem centru, da lahko skrbimo za ljudi, ki so malo bolani, zelo bolani ali pa recimo temu, da so na robu smrtjo in enako s poškodovanci. Varnost je težek problem, ko smo preobremenjeni, ne moramo zagotavljati dovoljšne varnosti za vse, tako kot bi si jo normalno želeli. Prosim odločevalce, podprite nas, poglejte, kaj se resnično dogaja, poglejte na prejšnjem razpisu iz urgentne medicine za celo državo so se prijavili samo trije ljudje za celotno državo. Tako ne moremo se razvijati, tako ne moremo zagotavljati boljše varnosti, potrebujemo podporo odločevalcev, potrebujemo podporo države, predvsem pa tako, kot je kolegica rekla, ko je res strahotno sranje, moramo biti drug ob drugem, moramo si pomagati. Tudi velikokrat imam neizmerno srečo, da imam tako dobre sodelavce in sodelavke, ko se slabo počutim, ko imam slab dan, da sem jo podporo. Tako da res čisto vsem, kot je rekla, čisto vsem najbolj globok hvala, zahvala, pa prosim te še enkrat vsem odločevalcem pomagajte. Hvala. Pozdravljeni še z moje strani. Kot specializant lahko povem, da nas je vedno manj, tudi kadra primanjkuje v smislu negovalnega, sestrskega, zdravniškega. Kot je že Metin omenil, so se prijavili na zadnji razpis samo 3, kar pač pomeni, da dolgoročno ne bomo zmogli. Ste vidite, da so vedno večje gneče prinašajo daljše obravnave prinašajo bolj nervozne paciente, bolj nervozne svojce in pride pri tem tudi do kakšnega verbalnega in tudi kakšnega drugega nasilja, do česar gojimo ničelno toleranco. Zaradi tega smo v letošnjem dnevu urgentne medicine poudarjamo varnost, tako pacientov kot samega osebja.
želimo si, da bi ljudje razumeli, da res delamo za njih najboljše, da so včasih katera druga stanja, ki rabijo večjo in takojšnjo oskrbo, zato so obravnave lahko dolge. Pri tem bo potrebno ozaveščanje javnosti, da tudi vse obravnave ne sodijo v urgentni center. V glavnem, radi bi še poudarili, da smo pač na takšnem delovišču, ki se srečujemo z vsemi mogočimi razmerami, tako na terenu, kot tudi pacienti v samem urgentnem centru. Potrebne bojo sistemske rešitve, da se bomo kadrovsko okrepili, pri tem bo trebala tudi materialna in v bistvu prostorska podpora in seveda, da bomo dobili dovolj kadra za delo v urgentni medicini, pa bojo verjetno potrebne tudi nekakšne primerne stimulacije s strani sistema. Sistem se bo moral spremeniti, da bomo mi zmogli pomagati vsem, tako da bi v bistvu nekako zaključil ta dan, pomagajte nam, pomagati vam. Hvala, kolikor so novinarska vprašanja, izvolite. Ja, jaz vprašala Barbara Vodač večer, ponavadi ne pokrivam zdravstva, tako da se opravičujem. Gospod, vi ste omenili malo prostorske težave. Je kakšna že informacija glede nadgradnje urgentnega centra? Jaz mislim, da na tem mestu nisem primeren, da bi to komentiral, tako da če to lahko gospod kaj pove. Ja, v bistvu bomo odgovorili z Centra za odnose z javnostmi pismo po predvidenem informaciji. Okej, pa še samo to, konkretno je poziv pomoč k odločevalcem, da vam pomaga konkretno, kaj potrebujete, da lahko mi pomagamo vam sporočiti njim zelo jasno, kaj vi potrebujete. V bistvu bi potrebovali delovišče, ki je primerno, da vsak od nas drži na njem do upokojitve. V takih razmerah, kot so trenutno, je to nemogoče. Te delavniki, toliko bolnikov naenkrat, dogajajo se lahko napake, hvala Bogu jih zaenkrat še nismo imeli, poskušamo zvoziti v tej nevihti za najboljši način za naše paciente. In kaj mi potrebujemo je, da dejansko urgentna medicina postane privlačen poklic, da dejansko delo v urgentnem centru postane privlačen poklic in ne samo nekaj, kar ljudje smatrajo kot življenjsko dolgoročno nemogoče, ker si izčrpan, ker imaš dosti težav na tem delovišču, ker je preobremenitev taka, ker je stres takšen, ker so nepredvidljive situacije. Samo eno in to je, da dejansko se lahko razvijemo, okrepimo tako kadrovsko, kot tudi, kot kolega je povedal, prostori so premajhni. Pred kratkim smo morali urgentni center zapreti, ker nismo imeli pacientov kam dati. Bolnišnice so zgrajene za paciente, ki niso prihajali, se pravi, izpred 40, 50, 60 let. Kapacitete več niso enake, medicina je napredovala, zdravstvo je napredovalo. Mi potrebujemo dejansko pomoč pri tem, da lahko vse bolnike, ki so od zunaj, obravnavamo in hkrati ne prispevamo k temu, da sam zdravnik postane bolnik. Če smem sam dodati, veste, kako prideti do cilja, to če vam ne znam povedati, ampak z vsem spoštovanjem do kolegov, radiologov, brez njih ne bi mogli ugotoviti marsikjerega stanja pa hiter zdraviti, z vsem spoštovanjem, ampak veste, ljudje, ki grejo na medicinski faks, si ne rečejo, preden vstopijo na fakulteto, rečejo, jaz bom pa radiolog, ampak potem proti koncu nekako, dajmo reči, študija ugotovijo, da jim je pa mogoče vse ostalo jim je preveč, in resnično zdaj urgentno izbirajo sami norci, sami nori ljudje, tisti, ki imajo radi stres, distres. Zdaj pa, kako prepričati ostale, da izberejo to ne vem. Zdaj, jaz mislim, da denar ni prava stvar, da predvsem razbremenitev, pa predvsem omogočiti, kako bom jaz, ker sem zdaj 37, 36 let star, kako bom jaz držal do 50, 55, 65 in tak naprej. Kar v kamere odgovarjajte. Jaz bi še lahko samo nekaj dodam. Edino, da se navežem na kolega,
Zdaj morate vedeti, da so pač številke jasne, da smo v bistvu 2020 je bilo v urgentnem centru pogledanih okoli 70 000 bolnikov, 2021 90 000, lani pa že skoraj 110 000, kadra pa še vedno isto ali pa celo manj. Tako da razumete, kakšne so to obremenitve in pri velikih obremenitvah, pri velikem številu pacientov v bistvu treba postaviti neke standarde in normative, da bomo lahko mi delali varno za pacienta, pa varno za nas, ker če bomo mi zboleli, tudi ne bomo mogli pomagati, ne? Konkretno vam vse manjka ljudi sploh? Za to statistiko bi se... Aha. Okay. Za samo statistiko, koliko je potrebnega kadra, je najboljše, da se obrnete na naše predstojnike in pa tiste, kateri dejansko imajo te številke zapisane po vseh raziskavah, ki so jih naredili v prejšnjih letih na svetovni ravni, da se dejansko ugotovi, koliko je tega. Definitivno lahko rečem, da UKC Maribor, urgentni center, še ni zadovoljil potreb za standarde. Ja. Zakaj sem se odločil, to je tako zanimivo vprašanje. Vedno mi je bilo všeč nekaj delati na hitro in učinkovito in to, da lahko, v bistvu urgentna medicina, če rečemo globalno, je medicina prvih 10 minut, ne, in pol je obravnavajo drugi. Mi bi mogli pomagati v prvih 10 minutah rešiti tisto stanje in pol se je to moglo nadaljevati drugi, te obravnave. Zdaj, pač želje so tudi bile po rešilcu, po lučkah, sem gasilec, tako da to je bilo bolj z karakternega vidika, je meni to najbolj odgovarjalo. Ob tem pa po moje imam zelo malo pač nekih potrpežljivosti glede soočanja s svojci. To pa predvsem z tega vidika mislim, ker mama je družinska zdravnica in imamo to pogovore o tem že, odkar sem bil najmlajši. Vaš dan kako izgleda, bom rekel, tisti, ko so pestri, neko se dan, ki se ne Ja, dan izgleda tak, da rečemo pester dan, pomeni, da začnemo našo smeno ob 7 zjutraj, s predajo in se je že zgodilo, da je bilo iz nočne smene predanih 8-9 pacientov, kar pomeni, da si takoj padel v morje in si mogel nekako plavati, ker so šli utrujeni kolegi domov, vse si razdelimo paciente in to mislim tako, da vsak obdeluje, da nima 9 pacientov in potem pač na pester dan pacienti prihajajo in dolgo rabijo, da odhajajo, kar je verjetno največja težava v samih komunikacijah. Se mi zdi, da nam največje težave ne povzročajo sami delo s pacienti, bolj kakšni komunikacijski šumi. Zdaj moramo vedeti, če pride kako zelo hudo bolan pacient, lahko vzame 2 zdravnika tudi po 2-3 ure in sta izvzeta iz celega delovnega procesa in vso breme pade na druge kolege, kar pomeni, da na koncu samo še odštevamo, da bo tista ura 7, da gremo čim prej domov, ker in doma padeš v posteljo in misliš na vse drugo, ker drugo pač ne gre. In pol, če si naslednji dan v službi, spet ista zgodba. Tako da res cenimo tiste dneve, ko smo res brez vseh skrbi. Je pa tudi v redu, ne, da ko gremo od domu pacienta in ga pač ne nosim, vsaj jaz ga nočem nositi domov. Zdaj
tako sem prej omenil, težava je v tem, da o številkah je zelo nehvaležno govoriti. Lahko so ogromno ljudi, ki so recimo malo manj bolani in pride tudi, no, ne vem, koliko smo imeli, 50-60 obravnav na samem enoti, recimo za bolezni. Lahko pa pride samo par pacientov, ampak tako sem menil, če so hudo bolani vzame dva zdravnika za nekaj ur, ne? In tako da to je zelo nehvaležno govoriti. So pa, mislim, da številke, ne bom točen, ampak se je že okoli 400 ljudi šlo preko triaže na enem dnevu. Če bi dejansko lahko tu poudarila načeloma, vsaj glede na kader, ki ga imamo sedaj, smo usmerjeni v temu, da sta v izmeni vsaj 2 specialista, oziroma zraven še 2 specializanta ali 3 specialisti, 1 specializant, ki so sposobni samostojno zaključevati paciente, kar se tiče zdravniškega osebja. Negovalno osebje je velik problem, saj se to iz dneva v dan spreminja. Lahko imamo 4 sestre, od tega 1 diplomirano, lahko imamo, če je dober dan in niso bolniške in odsotnosti, kako sestro več, ampak definitivno na sam obtok pacientov, ker morate vedeti, da če pride hudo življenjsko ogrožen pacient, pomeni to, da sta 2 zdravnika in minimalno 3 sestre oziroma 3 tehniki zasedeni za vsaj 2 do 3 ure. To pomeni, da v vmesnem času za vse ostalo, kaj pride, ti dejansko nimaš kadra. In to pade vse na druge kolege, oziroma pride delovnik, kot je kolega poudaril, in imaš toliko pacientov, da si raztrgan med 2 opazovalnici, lahko tudi 3, kjer ljudje ležijo in so nestrpni, čakajo, da grejo domov, tisti, ki hvala Bogu. Zato bi rada poudarila, da če prideš na urgenco in nisi prvi na vrsti, je to neizmerna sreča za vsakega. Tisti, ki pa našo pomoč nujno potrebujejo, pa te lahko tako zasedajo, da dejansko na naslednjih 3 urah nimaš časa stopiti do drugega pacienta. In to je ta težava. Govoriti o številkah, lahko imamo en dan, ne vem, 40-50 pacientov, ki niso življenjsko ogroženi, potrebujejo pa pomoč malo hitreje. Lahko pa pride tako včeraj, ko v nočno prišla, sta bila 2 življenjsko ogrožena pacienta, ki sta potrebovala intubacijo in neinvazivno ventilacijo. To so posegi, ki zahtevajo našo popolno pozornost in to mene kot edino specialistko z enim specializantom v nočni odvzame. In to je to, kar morajo razumeti in odločevalci in tisti, ki prihajajo v urgentni center, da dejansko, če nisi prvi na vrsti, imaš neizmerno srečo v življenju. In točen tak fajn, kot je kolegica rekla, da še enkrat potrdim oziroma da še enkrat povem, morate vedeti, da če je nekdo res življenjsko ogrožen, če je nekdo zelo bolan, on bo imel okoli sebe neprestano 5 ljudi. Naslednji problem, ki nastane, je, če ta isti človek zaradi recimo zasedenost operacijskih dvoran, intenzivnih oddelkov, karkoli, mora biti še naprej v urgentnem centru, ta ista ekipa bo potem še dalje naprej skrbela za tega pacienta, dokler ne gre naprej. In potem se delo v urgentnem centru upočasni. In to je tudi en težek problem, s katerim se srečujemo, ker ljudi je približno isto, ampak so vedno bolj bolani, bolezni so vedno bolj kompleksne, zdravljenje je vedno bolj kompleksno in te ljudje so potem dolgo časa pri nas, ker za njih ni postelje na spremnih oddelkih in potem to, po domač povedano, ustavi delo v celem urgentnem centru. Zdaj, samo jaz bi še dodal, tudi prejšnje vprašanje se ne vežem, zakaj sem se odločil tudi za urgentno medicino, je, ker lahko delamo v bistvu iz vsake stroke nekaj, torej lahko delamo v mali operacijski na kirurških ambulantah, v enota za hitre preglede in v enota za bolezni. Torej, v tem urgentnem centru so v bistvu 4 različne enote, v katerih lahko delujemo kot urgentni zdravniki in se srečujemo z raznimi patologijami. Tako da ne smemo pozabiti, da tudi v kirurški, imamo kirurški del, kjer prihajajo najhuje poškodovani pacienti, ker smo tudi sprejemni center za vzhodno Slovenijo, za vse hudo poškodovane paciente in tudi tam lahko pride ob nekem dnevu do raznih dolgih obravnav.
tam, kot veste, pa recimo zdaj v poletnem času ali pa po zimi tudi kakšni padci so pogosti in je ogromen naval pacientov in tudi tam potekajo obravnave, sicer so hitrejše kot verjetno na bolezenskem delu, ampak je pacientov tudi po več kot 100 dnevno, tako da tudi lahko tam čakajo po nekaj ur.